Jaz sem pa lih z morja prišla in me zanima, kaj ima noter sončna krema, da te sonce ne morejo opeči. Sončna krema se razlikuje od navadne kreme po tem, da ima noter zaščitne filtre. In ti filtri nas ščitijo pred sončnimi žarki, ki bi lahko škodovali naši koži. Ja, kako to mislite, filtri? Naprimer, poznam filtre za vodo, ampak... No, to ni isto, čeprav se jim tako reče, ampak to so posebne kemijske snovi, ki jih nanesemo na kožo in delujejo na dva načina. Eni sončne žarke odbijajo stran od naše kože, drugi pa jih absorbirajo in jih pretvorijo v neškodljive za našo kožo in nas na ta način obvarujejo. Kaj pa so tu te številke gor na teh kremah za sončenje napisane, kaj to pomeni? Te številke pa nam povejo čas zaščite, kako dolgo smo lahko na soncu, da nismo poškodovani od sončnih žarkov. Da mi imamo nekje 10 minut, da smo lahko na soncu brez sončnih krem, pa ne pride do poškodb. Nam sončna krema, ki ima tole številko 10, za 10krat podaljša ta čas. To pomeni, da smo lahko, če se s tem namažemo, z faktorjem 10, 100 minut na soncu, brez da bi prišlo do poškodb kože. Tukaj sem vam jaz že pripravila eno osnovno sončno kremo. Vsebuje že tiste bistvene sestavine, kot so filtri za sončenje, vsebuje tudi olja, vodo, potem snov, ki vse to skupaj poveže in drži skupaj. Samo še to, koliko pa je tu faktor, ta krema? Tale krema ima faktor 25. A kaj pa zdaj zberemo od teh sestavin, kjer so prave? Pravih je več. Tukaj pa imamo na voljo nekaj olj, kot so na primer negovalna olja, mandljevo olje, šipkovo olje, zelo dobro za regeneracijo kože. Potem imamo pa še vitamin E, ki je zelo dober antioksidant. A to so torej, tukaj so take majhne rdeče pikice. Tako, ki vsebujejo vitamin E in te pikice se ob stiku s kožo razbijajo in razmažejo, tako da sprostijo E-vitamin. Lahko naredite si tropski koktejl, Ja. fruti koktejl. A bi vse tri zmešala? Si lepo diši, tako da Ja. lahko vse. Ja. No, velja. Ta Še aloe aloe vera. vera. Tako, za vlaženje. Kar težko se meša. Te bo roka bolela. Zdaj pa kar dajte malo kokosa, malo manga in še malo melone. Dovolj, tega je pa dovolj. Pri parfumih moramo biti bolj. Tudi dovolj. In še malo. Pozorni. Tako, še malo tega. Tako, še malo. Dovolj. Zdaj so pa naredile en takšen tutti frutti mix. Ja, res je, čist lasten parfum se si zmešali, tako tropski, boste zelo lepo dišali poleti. Tako, na ta način se vse sestavine kreme zelo dobro premešajo, zato da na koncu dobimo enakomerno, homogeno premešan izdelek. Tako, dovolj, kar odložiš, s palčko malo postrgaš. Pa se doda še zadnja sestavina in sicer vitamin E. Ena doda, druga lahko meša. Zdaj se gleda kot en sladoled. Ja, Sorbet jagodni. In kako boste dali ime tej kremi za sončenje? Ja, ta vitamin E izgleda kot kakšne ošpice. Naj bi bila ta krema tutti frutti firpco sončne pigice. Ošpice? Ošpice je boljše, ja. 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 Katera bo prva? Zdaj, če boš videla, če ne, pa si lahko tamle malo tukaj nastaviš, da boš videla, vidiš v redu sliko. Ja. Rekli so, da krema še ne sme iti v prodajo. Seveda ne, zdaj ste prišle še v mikrobiološki laboratorij. Tukaj preverimo potem še tisto končno ustreznost izdelka, kar pomeni, da v njem ne sme biti prisotnih bakterij ali plesni ali pa kvasovk.